nekako kljub županu in podžupanu poziva naše občane, da ne podprejo tega zakona. Seveda to treba posebej poudariti, da v klubu županov in podžupanov nismo proti tem, da se preprečuje delo na črno in pa predvsem, da se preprečuje tudi črno delo, predvsem v gradbeništvu in pa v ostalih primerih. Jaz moram reči, da seveda župani na terenu smo zelo nekako proti tem, da bi se gradilo na črno tako stavbe, kot tudi samo delo, se s tem nekako vemo, da se marsikaterim občanom, ki je v socialnih stiskah, naplačuje tako, kot bilo potrebno. Vendar, ne glede na to, tale zakon prinaša ogromno težav, ogromno nekih novih nesigurnosti do ljudi. Predvsem moram reči, da nekako največ, kar je seveda pri sosedski pomoči. V Sloveniji je nekako znano, da je sosedska pomoč neka posebnost, da je to nekako tudi način življenja ljudi, predvsem na podeželju, ker se ljudje še vedno zelo veliko pomagajo. Seveda pri tem se tudi družijo, se stikajo razni drugačni medsebojni odnosi in pri raznih sosedskih pomočeh lahko rečem, da tudi na podeželju marsikater projekt se še soustvari, predvsem kajti ljudje si tudi pomagajo potem v društvih in pa pri drugih raznih pomočeh. Tale zakon pa bo prinesel predvsem zelo veliko nekega novega nadzora, prinesel bo veliko težav, predvsem kako in pa vprašanj, kako ljudje sploh obnavljati recimo določene vinograde, kako obnavljati skupno določene zidanice in pa predvsem tudi kmečke poslopja. In jaz se bojim, da za tem zakonom bo prišlo takšne zmede, da bojo enostavno več ali manj na podeželju zapuščali že te obstoječe objekte in da bo naše podeželje posebej še postalo nekako neurejeno, kar pa na dolgi rok seveda tudi pomeni, da bo s tem podeželje postalo bistveno bolj privlačno za razvoj turizma in pa drugih dejavnosti, kajti če se ne bojo obnavljali tako določene te kmečke stvari, kot so razni vinogradi, razne zgradbe, razni kozolci in podobne stvari, bo zelo težko. Seveda treba pa povedati, da s tem bo tudi bistveno manj investicij in jaz osebno pričakujem, da bo na dolgi rok verjetno celo gospodarski razvoj krajši in kar je najslabše, verjetno ponovno bojo prikrajšani tudi na nek način manjši podjetniki, ki imajo svojo proizvodnjo ali gradbenega materijala ali pa tudi prodajo trgovine. Tako da še enkrat nekako v imenu kluba županov in podžupanov pozivam naše občane, da ta zakon ne podprejo, da seveda s tem dajo priložnost, da se pripravi boljši zakon, ki bo v prihodnosti seveda normalno nekako preprečil, da tega dela na črno ne bo. Čeprav osebno, ko vidim in pa seveda kot župan opažam, da tega dela je bistveno manj kot preteklosti že sedaj. Treba bo poudariti, da imamo zelo veliko inšpekcijskih raznih služb, ki če bi res temeljito delali svoj nalog, bi lahko preprečevali tako zaposlovanje na črno kot tudi gradnjo na črno.